Kot v šoli, koliko smo se do sedaj naučili o Evropski uniji in evropskih institucijah? Pozdravljeni v Evropskih stoječih novicah. Kar nekaj časa se že nismo družili in v tem času sta bila z vami Marko in Darja, ki sta precej povedala o kmetijstvu in medgeneracijskem sodelovanju. Mi se bomo pa danes igrali šole in bomo malo ponovili staro snov. Brez skrbi, ne bo za oceno. Govorili smo o tem, da Slovenija trenutno predseduje Svetu Evropske unije, ki ga nekateri imenujejo tudi Svet ministrov ali preprosto Svet. In da je to organ, ki ga pogosto zamešamo z Evropskim svetom ali Svetom Evrope. Seveda vse troje še zdaleč ni isto, ampak to mi že vse vemo. Sedi pet. Svet Evropske unije si lahko predstavljamo kot popoldanski krožek ministrov posameznih držav članic, ki na svojih srečanjih obravnavajo različne predpise Evropske unije, pri čemer lahko zablokirajo katerikoli predlog zakonodajnega predpisa. Usklajujejo politike držav Evropske unije, pripravljajo zunanjo in varnostno politiko Evropske unije, sklepajo sporazume in sodelujejo pri sprejemanju proračuna. Redni del proračuna znaša okrog 135 milijard evrov, kar je glede na število Evropejcev približno 40 oziroma 74 centov na osebo na dan. Da tako pestra druščina, kot se je znašla v Evropski uniji, govorimo o 446 milijonih prebivalcev, kar je več kot je prebivalstva Združenih državah Amerike, hkrati pa več kot 3-krat manj kot na Kitajskem, lahko funkcionira, se moramo vsi držati zakonodajnih okvirov. A si predstavljate, kakšna razpuščena banda bi sicer to bila, če bi vsak kar nekaj tolkel po svoje? Na ravni Evropske unije se zato sprejemajo različni pravni akti, med katerimi so eni zavezujoči, drugi pa ne. Med zavezujočimi so uredbe, ki v osnovi delujejo tako kot zakoni na ravni držav in povedo, kaj se mora narediti in kako se to mora narediti. In direktive, ki povedo, kako mora biti, a za razliko od uredbe ne podajo točne poti, kako naj se ta cilj doseže. Uredbe se uporabi samo takrat, ko si direktive posamezne države članice razlagajo preveč po svoje. Poleg direktiv in uredb, ki so zavezujoče za vse Evropejce, se kot pravni akti uporabljajo tudi sklepi, ki so zavezujoči le za tiste, na katere so naslovljeni. Med nezavezujoče akte spadajo priporočila, ki jih upoštevamo, ko nam je to po godu, in mnenja, ki jih imamo najraje, kadar so pozitivna. Govorili smo tudi o Evropskem parlamentu in o tem, da volitve v Evropski parlament potekajo vsakih 5 let. Spraševali smo se, zakaj sploh hoditi na te volitve. Saj jih pošiljamo nekam daleč od doma, v Bruselj. Kaj nam torej mar, koga tja pošljamo? Čeprav je pogosto slišati, da gre pri evropskih poslancih zgolj za visoke plače, ki jih prejemajo, ni ravno tako. Razlogov za udeležbo na volitvah v Evropski parlament je več. Med njimi so pomembni osebni politični cilji, pa tudi to, da na pomembna mesta pošljemo dobre ljudi, ki so v čim večji meri odporni na korupcijo. In če se le da, takšne, da nas ne bodo sramotili. Govorili smo o tem, kaj je subsidiarnost, in ugotovili, da deluje le takrat, ko prav vsak opravi svoje delo. Ter se naučili skuhati solidarnostno čorbo. Se še spomnite recepta? No, če ne, si oglejte kakšne stoječe novice tudi za nazaj.
da si skrajšate čas. Do naslednjič, ko bom morda celo imela idejo, kaj novega naj vam povem. Morda boste celo ugotovili, da se jih da dobro kombinirati z dišečim moštom in sladkimi pečenimi kostanji. Lepo se imejte in pazite nase.